Naslednja govornica je Andrejka Krt, ki ima bogate izkušnje iz lokalne skupnosti, pravnica, zdaj pa je veliko let, nekaj let. 16-17. Ja, na centrali Kmetijsko-gozdarske zbornice, zadolžena za dopolnilne dejavnosti in še marsikaj zraven. Ne bi našteval, ker potem je čas, rado čas. Ona bo poskušala predstaviti svoje poglede, pa poglede svojih kolegov na diverzifikacijo, seveda predvsem z vidika dopolnilnih dejavnosti. Evo, mikrofon predajam. Ja, hvala. Mogoče bom razburkala, ker jaz sem potem tudi poznana, ampak ne glede na to, povem, da se ukvarjam tudi s primarno kmetijsko dejavnostjo, tako da znam kmetovati. In da imam tudi 16-letne izkušnje z vodenja zadružništva. In zaradi tega sem mogoče v prakso kar dovolj vpeta, da tudi v teoriji povzročam včasih malo valov. Bom začela takole. Jaz sem dala v gradivo slajde, ki so malo bolj koncentrirani na dopolnilne dejavnosti, sem pa dala tudi v Wordovem dokumentu spisane zadeve, ki jih vidim malo širše oziroma jih vidimo malo širše, ne samo v okviru dopolnilnih dejavnosti, ampak tudi na kmetijah kot malo večji skupini izvedbeni v kmetijstvu. Da pa bi sploh se lahko razumeli, se moram vrniti eno malo nazaj in umestiti dopolnilne dejavnosti in umestiti kmetije v ta zemljevid. Na žalost opažam, da nam ta slika ni preveč jasna. Če govorimo splošno o diverzifikaciji na podeželju, je tu vpet celoten prostor, primara, sekundara, terciara in tako naprej. Če se ožamo na koncept kmetijskih gospodarstev, je tu tudi več pravno-organizacijskih oblik, ki so lahko fizične ali pravne osebe. In kmetija je zgolj ena izmed oblik kmetijskih gospodarstev, ki ima posebno identiteto, koncentrirano v lastnosti fizične osebe. Zato kakršnakoli dejavnost, ki bi se na kmetiji lahko izvajala in ima drugačno pravno-organizacijsko obliko, je nov subjekt. Torej, v okviru dane zakonodajne možnosti pravno-sistemske ureditve so na kmetijah dopustne le dopolnilne dejavnosti, ki niso registrirane, kar pomeni, da ne tvorijo novega samostojnega poslovnega subjekta in se lahko izvajajo le v obliki fizične osebe, članov kmetije, se pravi nosilcev in drugih, ki na kmetiji živijo. Ko smo v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije povzemali dopolnilne dejavnosti, ugotavljamo, da jih je družba začela že zelo zgodaj spodbujati z namenom zagotavljanja primerljivega dohodkovnega položaja ljudem, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in tudi z namenom optimizacije proizvodnih zmogljivosti oziroma to, kar je proizvajalnih sredstev na kmetiji, kajti vemo, da so slovenske kmetije pretežno majhne in mehanizacijo in vso ostali proizvodni proces je smiselno izkoristiti v smislu optimiziranja, ne pa v smislu načel, ki maksimirajo izkoristek za dosego čim višjih rezultatov. Potenciale razvojne, ki jih vidimo v majhni lastniški strukturi, dokaj visoki starostni strukturi in tako naprej, ne bi posebej poudarjala, ker se mi zdi,
da je pomembno, da bom pošla čim prej nazaj, zadnji slajd, glede na časovno omejitev 12 do 15 minut. Tu smo v okviru javne službe javne službe kmetijskega svetovanja naredili analizo, če izvajamo v okviru kmetije in vidimo, da na čist vseh 10 sklopih, se pravi 133 vrstih, imamo odprte potenciale, mogoče res še najmanj na področju strojnih storitev ali pa tudi nekaterih predelovalnih. Zadnja skupina, ki je na novo uvedena od leta 2015, socialno varstvo, tu smo pa še dejansko čist bosi. Ne glede na to, da se že 20 let to poskuša tudi v sožitje na kmetiji večgeneracijskih in različnih zahtevnostnih gibalnih sposobnosti ljudi, še pravna podlaga ni dovolj dodelana, da bi se ta dejavnost na kmetijah lahko izvajala. Ko gledamo na potrebe kmetov iz vidika izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vidimo pretežno v tem, da bi se razvrstile glede na samo strukturo in po velikosti tudi v davčnem vidiku drugače opredeljene, kar pa bi posledično pomenilo tudi zmanjšanje administrativnih, birokratskih in tudi finančnih zahtev, ki jih kmetije iz tega naslova imajo. Res, da je potrebno v ta sistem ureditev določenih skupin v obdavčitev po katastrskem dohodku za enostavne predelave v okviru primarne kmetijske dejavnosti, kar lahko nekje naredimo z sistemom dopolnilnih dejavnosti v Avstriji, zahtevna naloga, ampak vsekakor je odvisna samo od nas, če se zdaj vržem v birokrate, od nas birokrate, koliko smo določili kmetom, ki naj bi se prvenstveno ukvarjali s kmetijsko pridelavo in predelavo, olajšati njihov vsakdan v administriranju in zapolnjevanju birokratskih zahtev. Tudi pavšalna obdavčitev terja nekaj našega napredka, to je res, ampak mi imamo celotno našo zemljo pogerkano, če tako imenujemo, vemo, kaj vsak kvadratni meter in vsako našo živino imamo vpisane v knjige, se pravi, da točno vemo, kakšen je prihodnost posamezne kmetije in na podlagi tega lahko naredimo tam, kjer so kmetije čiste, lahko naredimo tudi pavšalni sistem obdavčitev, če smo voljni. Predlagamo, ohranimo današnji sistem poznavanja izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki je čem primerljiv z obrtnimi dejavnostmi, vsekakor pa to ni. Ja, to so še tudi potrebe, ki sem jih napisala, pa jih boste mogoče tam bolj prebrali. Tale slajd je tudi še pomemben, zakaj, kajti nam tu imamo podatke za 6. 5. 2021, vidimo, da na 4339 kmetijah se izvaja čez 20.000 vrst dopolnilnih dejavnosti, pretežno je še vedno nosilec moška populacija, čeprav mi zagovarjamo, da so dopolnilnosti tista mehkejša oblika lastnega dohodka prav za ženske na kmetijah. Vidimo, da tudi po zagotavljanju socialne varnosti je pretežno vključena moška populacija in tudi dohodkov iz tega naslova na moški populaciji je višji kot pri ženski populaciji, mogoče tudi iz razloga, ker je tam mnogo strojnih storitev in tam so tudi cene mogoče nekoliko višje. Imamo pa tale mali obseg, tukaj zelo majhno število dopolnilnosti, zgolj 73, in je meni to zelo razumljivo iz razloga, da določba, ki je bila zelo smiselna, to, kar je moja predhodnica omenila, na majhnih kmetijah, da se poiščajo z nekimi novimi
in v primeru, da spoznajo svoje sposobnosti, dovolj in celo dohodka, a ne, da potem v višji nivo, je po določbe zadeva zvotlila se in dejansko dovoljenja za male obsege prve stopnje je za nosilce dejavnosti slabonameren in jim samo možnost kontrole, na tej podlagi morajo plačevati dodatne socialne storitve, in jim ne ostane od svojega dohodka nič. Mislim, da je že pozvonilo, a ne, tako da tole, kar sem rekla, da bom hitra, pa tudi ne morem biti tako hitra, a ne. Perspektiva, a ne, perspektiva, jaz sem šla tukaj na 5 vprašanj. Kdo sem, kaj želim, kako pričeti, kje in kdaj, a ne. Zakaj? Moja osebna identiteta je tista, ki nam nadalje spraševanje s tem, ali sem delavec, ali sem profesor, vem, kaj je moje delovno okolje. In tu, a ne, kaj je, in sem na to moje delovno okolje kmetija. In kot kmet potem vem, da želim imeti stabilno delovno okolje, ustrezen dohodkovni položaj. Dejstvo je, vemo, kavah je na koncu, s tem, da zadnje leto pa pol, dve, skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine, se je zelo in vneslo v obliki zavedanja dviga kvalitete življenja na kmetiji, kajti vse na samo kovala, da bomo ne samo potrošnika, ampak celotno družbo in da ko rabimo se in s tem, ko se zagovarjamo, izkazujemo oziroma smo v tem labilnem stanju, ko bomo, da smo in ne bo med tem, kar že 10 let se s kmeti in kmetijstvom, ali smo to ali smo imaginarna družba, fizična oseba, ali smo, bomo vedeli, da smo ki ohranja tradicijo, ki družinski, socialni in ekonomski vidik. Hvala. Bomo pesniški konce bil, ne, Drejka? Ja. Kakšno vprašanje, komentar, Gora se vsem bega. Zdaj mislim, da te bo Tatjana čisto na kratko bom opozoril samo eno stvar, a ne, na planine, a ne. Jaz mislim, da bi morali tudi na planinah imeti dopolnilno dejavnost. Te planine nam ves čas štrlijo ven iz naše kmetijske politike, enkrat so noter, enkrat so ven, posebna oblika, ampak planine bi mogle imeti tudi dopolnilno dejavnost, a ne. Če podporo na planini dajemo kot na kmetiji, pa bi tudi predelava in vse te stvari mogle biti dopolnilna dejavnost. Te stvari moramo, ker sedimo zdaj vsi skupaj v istem prostoru in smo neki akterji politike, pač vzeti resno. Hvala lepa. Naslednji je še kdo? Samo hitro vprašanje. Tamle, ko ste prikazali rezultate teh delavnic z svetovalci, pa ste ocenjevali potencial. Me je zelo presenetilo, da je samo 5% rasti namenjate predelavi stranskih produktov po obnovljivi viri energije. Me zanima čisto, kaj je bilo tukaj mišljeno, ker se pravi, me preseneča, ker smo se s tem večkrat ukvarjali, pa je potencial, ki ga mi zaznamo, bistveno večji. Tudi osebno sem mislila, da je na tem področju bistveno večji potencial, vendar na samih kmetijah zaradi, bom rekla, predelava teh
stranskih produktov, rastlinskega, živalskega izvora, je ekonomija zelo majhna, se pravi, izplen bi potem tudi ne bil učinkovit na podlagi vloženega inputa. Sami obnovljivi viri energije, se pa zakonodaja ni več stimulativno naravnana za to, da bi v okviru lastnega gospodarstva to se izkazalo kot umno. Toliko so mi vedeli povedati tele, ki na tem področju delajo.